naredimo še en kratek pregled elektrike na splošno, se pravi, takole smo enkrat označimo baterijo oziroma galvanski člen, tole je žarnica, tole je upornik, tole je varovalka in če je tole ta velik, rečemo plus, ta malo minus, rečemo, da teče tok zmeri v smeri od plusa k minusu, to je smer toka in elektroni se gibljajo ravno v obratno smer. Se pravi, v to smer gre za tok, v to smer, to je smer toka. Napetost UG je na bateriji ali pa na galvanskem členu. Tukaj rečemo, da je to osnovna baterija, galvanski člen je 1,5 V. Če hočemo voltmeter vezati, koliko je napetost na bateriji, na žarnici, naredimo tako dve pikci, kot dve ravni črkam, črko V, tako da to je naprava voltmeter za merjenje napetosti. Če hočemo pa tok meriti, koliko je pa tok, moramo pa skrogati v sami žici, žico pretrgati, označimo črko A je pa ampermeter, tako da ampermeter vežemo zaporedno, voltmeter vežemo sporedno. To je en primer. Potem imaš pa lahko vezavo upornikov, zaporedna vezava, to je R1, en upornik pa drug upornik, rečemo, da je na en izvir priključen, plus pa minus, koliko skrogci označam, spet teče tok v to smer in rečemo, da je ugonilna tele 10 V. In če sta ti dva upornika enaka, in če bi vprašal, koliko je napetost na enemu, bi bilo ravno polovico. Če sta enaka upornika, bi bilo to ravno tako. U1, se pravi napetost na enemu, plus napetost na drugemu, je enaka skupni napetosti temu UG-ju. To je eno pravilo. Če bi pa gledal, kako je s tokom, tok tale, gre tudi čez tega, tako da je enak I1, pa je tudi enak IU2. To je glede toka. Tok je ves čas pri zaporedni vezavi uporabnikov ali pa upornikov v tem primeru enak. Napetost se pa sešteva. To je ena varianta. Druga varianta je pa, da imaš vezane vzporedno, dva upornika, takole. Spet en izvir, 10 V. Tukaj pa imamo spet, če je tole plus pa tole minus, imamo to smer toka. In ta se pa razdeli v I1 pa I2. Pa je to en upornik, pa je to drug upornik. Kako je z napetostjo? Napetost je pa tle posod enaka, ker če tle preklopimo na voltmeter ali pa tle, je posod isto, tako da U je enak U1 enak U2. Tok je pa drugače, je pa I se razdeli, koliko liter vode gre tle v pol litra, če sta seveda te dva upornika enaka, pol je pol litra, če ne pa drugače. Tako da to je za napetost, napetosti so enaki, tok se pa sešteje. Ta liter se razdeli v to pa to, tako da tle damo pa plus vmes. To je to. Potem pa še upornik. Kaj če bi ti dva upornika nadomestil z novim upornikom, pri zaporedni vezavi se sešteje. Pri vzporedni vezavi upornikov se pa uporabi tole formulo R1 krat R2 deljeno z R1 plus R2. To velja formula samo za dva upornika, tako da če jih imaš več, narediš najprej dva nadomestiš z novim, pa tega novega spet z naslednjim in tako naprej to ponavljaš. To je to. To je kratek pregled, se pravi voltmeter, ampermeter, kako se veže, kako je z napetostjo pri taki vezavi ali pa kako je s tokom pri zaporedni pa vzporednih vezavah. To je to. Večino sem pa skozi uporabljal tale Ohmov zakon, R je U deljeno z I, ali pa če ga obrnemo po svoje, U je R krat I, odvisno kaj iščemo, ali pa I je U deljeno z R. To je to. Ok, pogledamo prvo nalogo. Zaporedno so ti uporniki vezani. U napetost tlele je 20 V, U1 tlele 10 V, pri dvojki je 4 V in tole nas zanima, koliko je tukaj voltov. Se pravi, če je 10 plus 4, 14, plus koliko, da bo tole 20 prišlo, ker vemo, da se napetosti pri zaporedni vezavi seštevajo. Se pravi, tlele bo 6 V. Ok, naprimer, spodnja naloga, peta.
kolikšen je skupni upor. Skupni upor pomeni, da bi ta dva upornika nadomestil z enim skupnim uporom, nadomestnim ali pa skupnim uporom. Obe imeni se uporabljata, tako da tukaj moram poiskati. Pri zaporedni vezavi smo rekli, da se nadomestni upor R, nadomestni oziroma skupni začuna tako, da se oba sešteje. V tem primeru 10+10 je R, pri tem A primeru je 20 ohmov. Pri temu bo spet seštevek vseh treh, tukaj je še plus tret, v tem primeru je 17. Pri temu treba pa paziti, da imaš tukaj kilo predpono, 1000, tako da je to 2000, pa 1700, pa 300. In vidimo, da je glih 4000 ali pa 4 kilo ohme. To je ta naloga. Gremo naprej, še kakšno zanimivo. Recimo ta 11. V električnem krogu sta zaporedno na vir napetosti 50 V, tam je 50 V, je ugonilna, vezana upornika 4 kΩ pa 6 kΩ. 4 kΩ pa 6 kΩ. Okay. Kolikšen je upor upornikov v ohmih, se pravi pretvoren samo iz kilo v ohme. Ta je 4000, ta pa 6000. Kolikšna napetost na upornikih je, če je tle 50 na enemu pa na drugemu, vsakemu posebej. To pa uporabimo ohmov zakon. U je R krat I, za prvi primer je U1 pa R1, I je pa povsod isti tok. Ampak najprej moram I dobiti, ker I nikjer nima podanega, zato z ohmovim zakonom začunam, se pravi U je R krat I, to je formula, ohmov zakon, če obrnem I je U deljeno z R, s tem, da moram tale R uporabiti skupen od celega kroga. In R skupen, lahko še nekje začunam, R skupen je ta plus ta, tako da R skupen bo 10 kilo ohmov. In s pomočjo tega dobiš potem 50 V deljeno z 10.000 ohmov, ohmi so pa v bistvu volt na amper, če bi krajšali, in boš dobil odgovor v amperjih. In res 50 deljeno z 1000, oziroma 10.000, je 0,005 ampera, to je v bistvu 5 miliamperov. In to je zdaj ta skupen tok, ki je itak povsod enak. Zdaj ga lahko vsakega posebej računati. U1, kar me pri tej nalogi zanima, je 4000 ohmov, krat, ta je pa 0,005 ampera, pa damo krat 4000 in je 20. Tale je 20 voltov. In zdaj pa v bistvu lahko bi šel računati še drugega, lahko pa samo uporabim to, kar že vem. Če je tle 50, pa če je ta 20, in sta to zaporedno vezana, je tale potem 30 voltov. Lahko bi šel pa na isti način, ko sem šel tle računati še za U2. Spet R2 krat I, sploh bi tole pomnožil z 6000 in bi dobil odgovor 30 voltov. C, kolikšen električni tok teče skozi upornika. V bistvu ta vprašanje sem že prej potreboval, mogoče bi mogel biti že prej postavljen in sem ga tle že začunil, je odgovor, kar damo v miliamperjih 5 miliamperov in čez oba gre enak, tako kot voda teče čez oba isto pri zaporedni vezavi. Gremo naprej. Vzporedna vezava, recimo tukaj je tole naloga. Kolikšna je napetost, spet tukaj je 12 voltov, U1, tukaj je, če bi tle voltmeter takole vezal vzporedno s pikicem, če bi ta pokazal 4 volte, kar tle piše, bi potem mogel biti tale zagotovo 8, da bo skupaj 12, 8 voltov, tako da odgovor na V2, te dva sta itak zmer enaka ima ta napetost, ker če tle priključen z voltmetrom je tle ali pa tle enako, tako da tle bo isto 4 volte, V3 bo pa 8. To je to, gremo eno nalogo, nariši in odgovori upornika sta vezana vzporedno. Upornika pa očitno sta dva,
en je R1, pa drug je R2, pa sta vezana usporedno. To je pomeni usporedno. Naver napetosti 8 V, se pravi, tukaj imamo naver napetosti, dva krogca, plus pa minus, 8 V je pa ugonilna. Ampermeter pokaže, da skozi vsakega teče tok 0,5 ampera. Se pravi, tukaj, če bi dal ampermeter, 1 pa A1, bi dobili posod 0,1 amper. Tok pa vemo, da gre od plusa k minusu po dogovoru, to je smer toka. In če gre tukaj 0,5, če gre tukaj 1 amper, se pa razdeli v 0,5 ampera sem, pa 0,5 ampera sem. Tako da tukaj je I1, tukaj je I2, v to smer tukaj dol, če gre to. Tako da skupen tok je 1 amper. Tukaj gre 1 amper, tukaj se pa razdeli v 0,5 ampera gor, pa 0,5 ampera dol. Ok, nariši smo narisali, tukaj ampermetre moraš takole vezati noter, nima zardelke. Kolikšna je napetost na prvem uporniku? Napetosti so pa enake, posod je isto, 8 V, ali je napetost na drugem uporniku enaka napetosti na prvem? Odgovor je da. Kolikšna električni tok teče skozi vir napetosti? Ja, tok, kar je pač 8, tok je 1 amper, koliko je ta tok, ker čez vir napetosti, to je vir napetosti 1 amper gre, ne? Zdaj smo že prepovedali. Kolikšen je upor prvega upornika? Če bi hotel pa za R1 računati, je pa pač formula spet. R1 je U1 deljeno z I1 in R1 je napetost da je 8 V, tok je pa, čez tega je 0,5, tako da je 0,5 amperov. Ja, in če gremo spet s kalkulatorjem, da vas namotam, deljeno z 0,5 in je 8 deljeno z 0,5 je 16. 16 ohmov, se pravi R1 je 16 ohmov in če je drug, ne, ali je upor drugega upornika enak uporniku prvega, ne, zato ker če tok teče isti, pa če je ista napetost, pa odgovor da. Da. Primer, pa še vzporedna vezava, dajmo pa to nalogo pogled 19. V električnem krogu sta vzporedno na vir napetosti vezana, spet napišemo to 12 V, upornika RE, tale je verjetno 4 kOhme, 1000 ohmov, ta je pa 6. Kolikšen je upor upornikov, spet samo brez predpone kilo. Kolikšna je napetost na upornikih, je spet, ker so vzporedno vezane, je skod posod isto. Tako da je v tem primeru 12 V. Kolikšna električni tok teče skozi upornika. Zdaj pa moramo najprej dobiti tale tok, ta velik, I, in ta se tukaj razdeli v I1, pa v ta del I2. Tako da bo sigurno I bo I1 plus I2, pa zagotovo ta te dva različna, ker imaš te različna upornika. Zdaj pa najprej bomo dali spet nadomestno upornost naredili, tako da dobimo nadomestno upornost R skupna, kakor da bi bilo takole vezano. Ja, in R skupna je U deljeno z... R skupna moramo pa zdaj začunati, ker imamo dva vzporedno vezana, to je pa zdaj ta formula. Če sta dva upornika, je R1 krat R2 deljeno z R1 plus R2. To se uporablja, če sta dva upornika. Če so trije, moraš pa na tak način najprej dva rešiti, potem pa s tem spet dva rešiti, tako da najbolj enostavno je uporabljati ta formula, ampak velja samo za dva upornika. R skupna je, če kar množimo 4 krat 6, je 12. 4 krat 6 je 24. Pa 1000 krat 1006. Takole, to je to. R1 plus R2 je pa 10.000 kOhmov, pol ohme pa kvadrat od ohma krajšam,
pa 1 kilo, pa tle 10 na 6 krajšem, pa samo še 10 na 3. Pa imaš pa 24 deljeno z 10 krat 1000. 2,4 krat 1000 in je 2400 ohmov oziroma 2,4 kilo ohme. To je zdaj nadomesten upor ali skupen upor vsega tega. Kolikšen električni tok teče skozi upornik? I1 je U1 deljeno z R1, 12 voltov deljeno z 4000 ohmov in imamo 12 deljeno z 4000. 1, 2, 3. Ta je 3 mA. I2 je pa U1 deljeno z, vidite, ker sem NU, je vsem. U1 enak U2 je enak U3, ne? U je enak U1 je enak U2 z R2, tle pa potem 12 voltov deljeno z 6000 ohmov, 12 deljeno 6000 je pa 2 mA. Tako da tle je 5 mA, potem je pa pol, je pa tle bo 3 mA, tle pa 2 mA. Poglejmo še eno kombinirano nalogo, 28. Kolikšni so skupni upor R, tok skozi vir in tok I1 skozi upornik R1. Pa poglejmo ta B primer. Tukaj imamo R1, R2 pa R3 sta zaporedno vezana, tako da nadomestni upor za tej dva, se pravi R nadomestni ali pa skupen upor za dvojko pa trojko, začunam tako, da jih seštejem. RS2,3 je potem 200 po 400, to je kar 600 ohmov. Zdaj imam nadomestek za tegale, imam enega, tale. Zdaj pa reče, med tem pa tem naredil, te dva sta posporedno vezana potem, ta nadomesten, zdaj na nov, ne, pa ta. Tako da tukaj, če sta posporedna, imaš pa formulo, da če sta samo dva, razkupen je pa enka, tale, krat ta spodnja, ki se ima zdaj nov ime, razkupen 2,3 se ga poimenoval, razkupen 2,3 deljeno z R1 plus razkupen 2,3. In razkupen je, R1 imamo 300 ohmov, krat 600 ohmov, deljeno s 300 plus 600, pa lažem na pamet, da je pa 900 ohmov. Ohme krajšam, 2 nuli odbijam in imam tlele 300 krat 6 deljeno z 9. In dobim, da je razkupen 200 ohmov. Se pravi, vse skupaj to razporeditev teh upornikov bi lahko nadomil z enim upornikom, ki bi imel 200 ohmov. Se pravi, razkupen je, tukaj sem R, 200 ohmov. In zdaj kakšen bi bil to tok, spet ohmov zakon, U je R krat I, če obrnem I je U deljeno z R, iz tega sledi, da je 60 voltov deljeno z 200 ohmi, je 60 deljeno z 200, 0,3 in dobim odgovor 0,3 ampera. To je zdaj ta glaven tok, tukaj I. In ta se razdeli v I1, pa v to smer I, rečemo, da je to 2. Nas pa zanima še, koliko je tale tok, I1. Bom pa to tle vzgori napisal. I1 je U, ki je tako posod enak za vse, tako da mi ni treba pisati U1, U2, U3, ki sta tako enaki, deljeno z R1. In začunam, koliko je tok samo tale vzgori, je 60 voltov, deljeno z 300 ohmov in je 60 deljeno 0,2 ampera, tako da to je pa 0,2 ampera in je rešena naloga.